A bi rajš sedel na torti, pa jedel tiča, ali sedel na tiču, pa jedel torto. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan! Sorry, a bomo vrata zaprli? Ne. Ja, okej. Če ne maraš Sorry. komarjev. Sorry. Uizi, Še enkrat. Ne, to je to. To je intro. Dober dan, dobrodošli nazaj na člani podcast, najboljši podcast v Sloveniji. Tim je delal statistiko. In statistika je rekla najboljši podcast v Sloveniji. Tako da neš dobrodošli na najboljšem podcastu v Sloveniji. Živijo, hvala lepa. Čaki. Kako lahko poveš, kdo je? Jaz se moram predstaviti. Kaos, lekaj si naredila, naš vibe uničila nas. Jurek, Kar sem prišla je No? kaotično. Ne moreš še bilo pihanje, pišanje tem in pihanje svet. Pišanje tem. Dej, koga imamo? Danes je z nami Neža Mihelič, slovenska reperka, ustvarjalka, poimenovana žena. Yes. Jo. Tako. To sem jaz. Ko smo kaj žena? V redu, odlično, delovno. Delovno. Danes imaš s sabo tudi svojega moža. Ja, seveda. Shouts Mož, me out. bodyguard, spiritualni vodja. Res? Ja. Wow. Šofer. Še kaj bi lahko. Torej v bistvu vse, kar ti manjka, ima on. Mam, ja, v Tako. svoji... Uspešni artisti imaš šoferja, vidiš? Ja. To je to. Spešni artisti brez izpita za avto imajo šoferja. Viš, to nisi Sedaj dala do povedati. nedavnega je bila tudi Masaja brez izpita. Ja. Zdaj ga je naredila pred kratkim, se spomnim. Ja. Tako da... A ti se už se vklapilo? Dej, mora promovirati tvoj album. Bodi Ja, dober. saj to. V glavnem, da damo Tiha to Maša. skozi, dej, promoviraj malo album, dej. A udarna ta album. Ja, dej. Ej, balan album. Ne, se ne, moram povedati. Ne, sej ne. Sorry. Arne Medžedovič, tako zvani, je izdal album prejšnji teden. Gori 9 komadov, na 2 tudi žena. Wow. Priporočam poslušanje, ne vem, ful je dober, ful je pisan, ful je raznolik, mislim, da bo vsak gor najdel nekaj, kar mu je všeč. Predvsem pa je cool, ker ga lahko poslušaš tako v ozadju, pa ti je prijetno, če se pa odločiš, pa se poglobiš. In lahko boš pa tudi seksaš na našel. njega. Recimo, spodbujamo ljubezen. Hodila sem reči, če pa pač ga poslušaš, pa najdeš tudi v tekstih, ki je zelo Globokega. brihtenga, pa globokega, ja, tako da je za vse oblike in barve poslušalcev. Okay. Okay. Zdaj pride tvoj kakšen album? Ne vem, koliko kmalu, ampak lahko pa zdaj rečem, da ga delam. Letos? Ne. Ne. Bo še kakšen komad letos, tudi v krajšem. Single, kako se reče. Ja, mava zadnje to meni single pripravljen, ki sicer ne paše na noben projekt, ki bo kaj naslednji mesec zunaj. Čakaj, kaj singli se izdajajo, ko je nekaj nepovezano? Ali, Ne, ker eni mislim, tudi lahko- single dajo polualbum, ne? Tudi, ja. Mislim, ponavadi, če delaš album, I guess, da je to neko pravilo, daš single ven v komade, ki se ti zdijo, da bojo popnali, ali pa da so vredni video spot ali kakorkoli. Jih izdaš prej kot single, lahko kot promocijo albuma ali whatever. Ampak lahko pa tudi sam pač single izdajaš, ki jih sproti delaš. Ne? Kaj pa je app? EP. EP. To je ja. pa sam extended play. To je pa nekaj, kar je daljši kot single, pa krajši album. Basically. A to je samo, čakaj, to še vedno je zbirka nekih komadov? Ja, samo družina je. To je extended, kaj je extended? Extended play. Extended play. Okay. Ne vem pa, app. kaj je LP. Pa ne vem. No, whatever. V glavnem, EP je krajši album. Okay. Nekaj, dosti krat sem videl tej app, jaz mislim, da je to app, kao, veš, epic neki app. Ja, ono, veš, ki so bili epic. Nisem bil včasih neki epi. Ja, Homer je pisal, Ja, recimo. ja. Sam to je bila ful dolga stvar, kar je kar smešen, ne? Ja. Ker EP je pa kao krajši, ampak Drugače, kaj je bil kaj tvoj teden? teden. Ja, ponedeljek je, tako da... Tolo prejšnji teden. Nič. Kaj zanimivega? 9 to 5 sem spremenila v 8 to 4. Tako da to je dobra stvar. Ja, neč pač v službi sem vsak dan, drugač pa... Čakaj, kaj pa delaš? Copywriter sem To je bilo Ana nam. v obveščevalni agenciji. A res, kjer pa, ali to je še ne bi? Lahko povem, v bistvu odvisno, kako se v ta podcast iztekel. Se hecam, formites. Aha, to je ja, to ne poznam, ampak je kaj neka Že manjša kar ali nekaj časa večja? obstaja, mislim, že 30, več kot 30 A ja. obstaja drugač. Pa pišeš bolj za web vsebine? Vse živo. Radijske oglase, TV oglase, članke, Lušno. ede, social media, vse pač. Ok. In kaj zdaj, verjetno kaj social media zdaj večino, ali še vedno so bolj... Ja, mislim, odvisno od naročnika, ne veš. Pač, Ja. ne vem,
Sicer to konkretno zdaj jaz ne delam, ampak ne vem, farmacevtski izdelki na social media niso zanimivi. Bo zmeri TV v glas, veš kaj mislim. Ja, odvisno koga ciljaš, ja, valjda, ja, če ciljaš starejše, valjda. Tako da vse delamo. To je v bistvu ful povezano s tem, kar v bistvu tudi ti delaš v prostem času, če tako pogledaš. Pisanje tekstov, ja. Pa še malo zarepaš lahko kakšnega. A veš, da dejansko sem zdaj, lani sem delala eno glas v rimah, pa sem pa tudi voice-over posnela, pa je bilo fuluškano. Pa zdaj sem neke oganke pisala v rimah, tako povsne, pa je bilo ful cool. Ja, to so tako taki luškani projekti. A se ta kreativa, to je najtežje. Mislim, če pogledaš firmo, najtežje je imeti kreativne ljudi in kreativo in imeti vsebino. Mislim, odvisno, kdo si. Ja, veš, jaz bi rekel, meni osebno bi bila najhujša nočna mora, da bi mogla biti account, pa da bi mogla maile pošiljati, pa organizirati ljudi, pa tim, pa pač težiti ljudem, da mi nekaj dostavijo. Ne? Fun you say that, ker naš Jure je project manager. No, bravo, no vidiš, meni bi bilo to muka živa. Meni je pa to live. Ja, tako da ne vem, ja. Je pa, mislim, je pa čist drugače, ja. Mi moramo dejansko iz nule nekaj narediti. Ne? Ja. Tako da. Ja, kot, ne, sej to jaz ful cenim, ne, pač, da takrat, sej vidiš pol v bistvu, koliko je to vredno, ne, kako je težko. Pa ti, Jure, ko je bil kaj tvoj teden? Zdaj gremo na prejšnji teden, torej, ko je bil moj teden, pizda, manj produktivno, kot ponavadi, bom rekel. Ja, tako da, imel sem trenerja, sem šel v fitness z njim. Bravo. Tako da ja, bilo ful smešno, ki v fitnessu so prišli do mene, tako je, par ljudi, ki sem šel v drugi fitness, sem šel v Body Sense in je letel en član do mene, kaj vidiš tu, ki imate ta podcast, no, ja, kaj gledaš, ono, ja, vada. Jebet mater, piščku mat. Upam, da se... Kaj stop? To se zna tekom epizode večkrat zgoditi, ker je veliko balonov. V glavnem spoznal te je? No, me je prepoznal in je rekel, vsi te gledajo, kao, pač tako, da vsi gledajo. Pa so postali. Ne, niso tako stari. Veš, ko so bili vsi nabiti stari, sem bil stari. Tam so res, mislim, kako vidiš, imaš dva različna fitnessa, recimo, in greš v enega, je ono tako chill, ne, tam so vsi ono, stari, tako, jaz sem bil samo dobro smisel napiti, pa nisem stari. Ja, oni, ki hodiš, ti je bolj tako rekreativni. Ja, tak. Za rekreativne bogataše. Tako. In tam se delajo mrge. Tam pa je mrgetine, ja. Ja, ono je street, ja, street. Tako da ja, no, to sem delal. Imel sem team building. Full fun stvari. Kaj ste kaj zgradili? Ne. Bili smo na Barkici v Portorožu in smo bili v Piranu na večerji, tako da je bilo lušno. Cute. Lepo to. Tako da ja, no, ta teden je bil tako bolj... Sem naredil še dosti drugih stvari, ampak ni pa spet tako, da bi me nekaj za izpostaviti specifičnega, tako bom rekel. Lušno. Da, ja. Situacija je taka, ne, naši dragi gledalci, ko to vidite, zakaj imamo kape, zakaj imamo te luleke tle. Rojstni dan, ko še bo nekaj ti, danes, ko to snemamo, imamo rojstni dan, vi boste to gledali na torek, včeraj sem rojstni dan, tako da, dober dan. Torej, jaz da se malo pohvalim, jaz sem bil iz petka na soboto na največjem oglaševalnem festivalu na Balkanu. In sem bil gor govorec, samo da prideš gor kot za reč obiskovalec, nas poslušati je 600 € je karta. Jaz sem te drugače na sofo gledala. Fuck. In? V redu. Jako je bilo. Edin malo sem imel težave s PowerPointom. Ja, ampak je bilo on brand, ker sem govoril, bodi autentičen in zajebi in jaz sem pa zajebal. Marketing. To je to. No, zdaj tle sem imel isto samo v angleščini. Hudo. Ja, je bilo ful hudo, ker sem govoril v moji drveni angleščini, se nisem niti trudil govoriti lepo. Nekaj sem slišal, ja, malo. Ja, ampak sem na začetku lepo se upravičil, sem rekel, gledam dosti James Bond filmov, zato me boste zamenjali za Russian Spy-a, tako da če je James Bond kje tle v džiru, prosim, sem samo dečki Slovenije. Gumem, da Rusijo omenjaš. Sem naredil zelo okusno. V glavnem, so dali pol celo to v članek, ta festival, neki, je bil Matej Rimanič, direktor iz TikToka. Direktor iz TikToka, ti CEO. Režiser. In tako pomišljaj, on nije ruski špijun.
Kaj je res? To so dali prav članek. To. Smešno. Tako da je bilo ful lušno, videli smo se šefico iz tega festivala in je rekla, da smo naredili največji šov. Tako da dvorana je bila polna. Torej boš še raz prodajal dvorane. Plan je tak. Kaj ti dobiš kaj od teh 600? Ne dobim nič od teh 600, dobim tako prepoznavnost. Eno prepoznavnost, izvoli. Tam sem šel, da jaz delim svoje znanje. To je v bistvu, ti si v bistvu tak dobrodelnež. Tako. On je samo Velik srce. človek, Vidiš, Karma, ne? Danes je rekla, da bo dež, je sonce. Moraš dan, Zaradi tebe. vidiš, ker sem dal dobro in sem dobil dobro, ne? Evo, toliko uspešnosti. Me je ena kolegica videla v Mercatorju na blagajni, ona je tam bila pip, mi je izdelke pipala in je rekla, moč ti, ker Ivanič, ful vidim, kaj delaš, stari, jako, zdaj biti uspešen, bogat, da imaš life. In je rekel, odkje je tebi to? Ja vidim, rdeče preproge in to pač, jako tebi. Leh tako, da vejo vsi, ne, smo zdaj imeli en projekt za par jurjev, jaz od tega ne dobim nič, zato ker... Kako ti vsaki uspe ne dobiš nič? Ne dobim nič, ker investiramo v skupno opremo s kolegom, ne, ampak že, če bi si izplačali, bi bili tako 500 € bi dobil. A projekt za Jurje, tako da nismo še tam, glamur in to mi se švercamo, imamo veze, ki nas pravijo na rdeče preproge, tako da... Je važno, da si tam. Tako. In tebi uspe. Tako. Na vse rdeče preproge, ki sem videl, si ti gor. Letos sem bil na 3. Bravo. Tako da... Čakaj, kako ti to šteješ, lisjak? Si štev uno iz Fumita, ne? Una je bila 4. Ne. Cannes je bil največji filmski festival, Venecija, drugi največji filmski festival, Karlovi Vari, najstarejši filmski festival in Movit, ko mi je dal kolega, ko sem šel po nagrado. Kaj ni to Karlovi Vari, no ni Venecija? Karlovi Vari je na Češke, Venecija je v to si Italiji. tudi bil. Točno, ja, sem že pozabil, ja. Član. Ti po vse rdeče preproge prehodil. Član, letos je bilo jako. Tako da ja, toliko o temu. Sem veš, si štev kao tretji od Movita, sem bil na lega tipa stari kirilicat. Ampak s tem uspehom ne pride tudi hejterji. Absolutno. Pa če sem ful dober kralj transitional, pazi to. Ta podcast, sej naj ti bo, ker imaš rojsten dan, ampak samo hvali se. Opač, če se to dogaja. Ja, lej, resnica je resnica, jaz razumem, kako je to. V glavnem. Ja, kar povej. Hvala, ker poslušaš, drugače. Vemo, da imamo gost, ampak stop. Ampak Stop. danes it's all about Pač him. vsi vemo, da naši gosti pridejo k nam na podcast. Tako da. Bomo prišli pol na tele, smo 13 minut, počasi, imamo še cajta za to. Bom rajti. V glavnem. Kirikava se da. V glavnem. Ne, pač pisali so nam Primorske novice za ta Movit. Ti poznaš Movit? Veš kaj je Movit? No. Že bila celo. Kot so bila v filmu? Res? Ja. Kdaj? 2014. Wow. Ja. Ok, nice. Je bilo kaj izunga? Ne. Ok. Na YouTube je. Lušno. Ampak cool projekt. Izvoli. Hvala. Predajam. Si povedala? Če me vprašam. Si povedala vse, kaj je lahko? Ne, v glavnem pač pisali so na Primorske novice, ki imamo veze, so rekli, da izpišite članek. Meni in Lukcu, tle en režiser izobali, so rekli, da izpiši članek Luka in da objavimo. In je poslal članek, ne, ankaranska ekipa, smo zmagali, mi pa furamo ta narativ, da jaz in on delamo zdaj skupaj in pravimo združiti celo slovensko sceno, ker naša slovenska trenutno je gej, noče dati denarja in pač smrdijo vsi. Prosti. Ste vi leto zmagali? Kaj? Movit, ne. Movit. Ta moj režiser, kolega je bil drugo mesto, jaz sem zmagal posebno memožirije. Aha, ok, Žiga sem mislila, da Kukovič o je tem bil. govoriš. Ok, nima veze, ker poznam enega igralca, ki je leto zmagal, pa sem mislila, da se poznamo. Oprosti, spet sem te prekinila. Ni panike. V glavnem, no, spisal je lep članek, ki narativa v smislu, da Obala je spet zmagal, on je zmagal drugo mesto, jaz sem zmagal memožirije in pisal je članek tako o njemu, drugo mesto se je zasluženo in pol na koncu sta bile dve ekipe še iz Obale. Jaz in Una, iz Ankarana, veš, druga. No in so rekli, in Riman iz Obale in Helena iz Obale so sodelovali, konec piga. Jaz sem bil, wow. Jaz sem tudi nekaj zmagal, Primorske novice, Koša. In ta Luka je bil tako, ja že za nas so zafukali članek, so rekli, napišem prispevek, da objavimo. Napišem in objavijo. In tudi zate, da se lepo povežemo. Mi pišejo za rojstni dan, pardon. V glavnem, ja, to, da se kao povežemo in potem smo rekli, zakaj meni niso imeli, da smo zmagali, pač imamo žirije in to, in je rekel, vsem klice na Primorske in sem zvedel, da uni tip, ki je napisal ta članek, te ne mara. Ja, ful te hejta in valjda te je spustil, tako da, Kdo pa je pisal članek? ne vem.
Prva je bila to, druga je bila, Ali ima Q auto, tako da boš zvedel. Bomo. Pol, zdaj 24 ur je zdaj objavil, ki smo bili na temu festivalu. Fakt, te zgodbe kar... Ja, če stop. Kako lahko menedžiraš ti to, stari? Lej, so nas objavili, ne? Ja. In nam je pisal tak, ki je bil z mano na odru, člani smo v članku. Bolano, grem brat Aljaš, Jako, Domen, Jako, ki je zdaj tretji gore, če Rimanič. Tako meni ni. Meni ni. In grem brat... O čemu to? Od temu festivalu, ki smo bili mi gor. Od Kana? Ne, od to New Media zdaj. Festival v Rovinju. A, To je zdaj, ki za marketing, ki smo bili gor govorci, no. V njih dveh so napisali in pol, ko so prišli do mene, so me kvotali. Točno, kaj sem jaz rekel, in pol niso rekli, to je rekel Rimanič. So napisali, to so izjavili ostali na panelu. on je prav slovenski Andrew Tate, stari. član! Kvotali so me, so rekli, to so rekli ostali. Ostali, samo jaz sem že bil tam. Wow. Samo še jaz sem bil tam. Tako da ja, Prav ga so ga blacklistali. hejteri. Hiteri na kiti. Hejteri. Bi rekel čale. To je to. In vzamemo jo nazaj, če si uspešen, imaš hejterje. Nisi uspešen, če jih nimaš. A ja, to zdaj kao... Ja, Ok, nekaj novega si se naučil, vidiš. ja. Ja. Tako da... Kaj pa ti imaš kaj hejterjev? Je to, imaš kaj hejterjev. Mam, sam se ne ukvarjam z njimi. Kako pa zgleda to, kaj ti piše komentarje? Veš, kaj mi dobimo hejterjev pa. Iskreno, na TikToku imam največ hejterjev in tam mi vsi pišejo, da sem full stara. Mislim, saj sem starejša od njega. Kjer je letnik si? Jaz sem 27, tako da pa mislim, Jaz da še sem dve. 25. Obem. Ampak tam mi tako Ojoj. folk piše, ti si 40. Ali pa, ne vem. Milfice, Arne, milfice! To je to! Hecava zaradi tam, da je on 19, jaz pa 36. Sugar mami, to je to. Ljubezen Pač član, zmaga. to je to. Ampak, Mislim, koliko, Ne vem. sploh TikTok ni več ono starejši, mlajši, zdaj so vsi pač gor, se mi zdi. Ja, pač največja populacija TikToka, jaz v marketingu vem, je od 18 do 35. ja, vem. Tako Jaz sem da. tudi v marketingu. No. Tle smo v marketingu. No ja, ne, ja, hejteri, ja. To je to, marketing. Jo, kaos! Ej. Kaos! Ampak ja, ne, ni bilo še nič tako groznega. Mislim, ja, ubi se ali pa ne vem, slabo mu A to pa je res grdo, ti nekdo piše ono ubi se, stari, zakaj ono, to folk piše res? Pa če si jih razumem, zato ker si zdaj nečastila tradicijo resnega dneva. Daj si klobuček na glavo, ti lulica. Se va. Ne se ne. Strgala. Ne. Abem, dobro. Kaj pa na komadičih in to ti je bil že kakšen pizda vsaka Mislim, ja, itak. Ampak tako nič tasga, ki bi me res prizadelo, no, ne vem, kaj ne mislim. Ful bi me bolj bolel, če bi nekdo, ki ga spoštujem, ali pa vem, da ve veliko muski, ali pa tako, da bi mi kaj konkretnega rekel, ne vem, lazy si, ali pa ne vem. To je najhujše, verjetno ti nekdo reče. Tako, meni, da bi reče nekdo, da sem len, po mojem, bi me Pač kar fuck you, prizadelo, ja. Ja, a veš, ali pa ne vem, pač da bi tako neki, no, ki bi me res, ampak. Zapeklo. Ja, ne vem. Ne moram se pritoževati glede hejterjev, iskreno. Je več loverjev. Ja. Se moraš za vsako stvar zapičati. Nisem tako mislila. Ne, povej malo več o sebi, v bistvu. Torej, kdaj si začela, zakaj si Čakaj, začela? stop, da gremo, pol bomo šli na te. Bomo Še to, čakaj, samo še to rojstni dan in končamo z mano. Ne, pač moram pohvaliti mojo punco, mi je dala ful lepa darila, ful za rojstni dan, ful vse super, ampak Jure me ful heca, ki moja punca me ful vodi. Pač meni se lepo peljati. Kaj te? Vozi okoli. Aha, ja. Pač, Ja, tako, mene pa fant, pač če gremo kam, reče, kdo vozi, sem rekel, voziš ti? Ja, vozim jaz, ki mi je lepo voziti. Pač meni pa se lepo biti vožen. Ej, jaz te No, razumem. in Jure me je zadnjič hecal, da pač, wow, kaj imaš prav tako nogice na strani? Ja, torbico držim med nogami, torbico imam tle med nogami. Drži za stegno. Ja, ja. In danes rojstni In ko dan. menja, mora da trokico dolje je žaljen. Točno tako. To sem jaz, fakt. V glavnem danes. Messenger princess. To je to. No in imamo non-stop to zajebance in danes jaz odprem vrata in me je čakalo tako spodaj na vratih, ko odpreš, tukaj sedi Matej. Wow, v njenem avtu. Ja. Wow. Pač sorry, to je jako. Pač to je jako. Najjača. To je to. Lahko gremo na te. Imamo gosta. Ne, vasi, kaj? Ja, nič, zdaj povej, kje si začela, no, zakaj Ja. si začela? Evo. Odkje je to repanje in to glasba? Zakaj? Ne vem. Ni tako neke romantične zgodbe. Mislim, ja, ful imam rada musko od nekdaj. Jaz sem drugače prej plesala. Kaj pa? Ne ve, jazz pa step. Pa pač v musicalih sem nastopala. Če je kdo slučajno gledal Mamma Mia musical,
Kaj že tisti cvetičani? Ne, Bojan pa ni. Ne. Kaj ni nek tudi tam, ki ima oni band zdaj nek, tle z obale, ki so, kaj ni oni bil? Z obale? Čakaj, ima musical Mamma Mia, ki je bil v teatrih in to. Ja. Adaptation si bila not. Ja. Kaj si bila? Je že? Cvetkovič. Cvetkovič? Vem, kjer ga misliš. Kaj je že? Cvitkovič. Ja, to bum. Ni to ta musical, on je bil v Briljantini. Vidiš, Ja. to sem zbrkal, ja. Ne, drugače od 3. leta sem plesala, tako do... okej. Do 21, nekaj tasga. Okej. In pol To mož je in ful, to. od 3. leta Ja. do 21. si plesala. Ja. Torej ti vladaš to. Lahko bi tako rekel, ja. In si šla tudi v kakšno, da si učila? Ne, to nisem. Mislim, sem znotraj naše plesne šole, tako neki malo, pa step sem učila malo, ampak se nikoli nisem v to spuščala. Čaki step je ono... Ja, ono, z nogi. Ja, Kaj boli, kaj ono, kaj boli? Boli, ko plešeš? Ne, pač to imaš tako na čevlju gore, tlejena Železna, ne? železna plaščica, pa tako na peti in pol pač jako in... Kaj spuščaš, ja. In, Tako da to sem počela 19 let ali koliko svojega lifea, malo manj. Ja, v bistvu. 19 let Mi plesal. smo še še del v bistvu, ker sem delka do 21 plesala. V bistvu sem pri 22 še v Madagaskar musiclu bila, tako da v bistvu sem, ja, no, v glavnem. To in potem nekako v srednji šoli me je vmes začela zanimati tako malo glasba in sem pač probala enkrat nekaj napisati in vmes se mi ni zdelo tako slabo in to je to bilo pa the rest was history. Kaj bomo kdaj videli te sposobnosti v kakšnem spotu? Mogoče. Kaj misliš, da ti je ples pomagal med ta posluh in to? Ma kaj Ja, veze? Ritma in to. Ma? Mislim že to, da sem bila toliko obkrožena z muziko od toliko majhnih let, pa pač tudi jazz je ritmično ful specifičen in se mi zdi, da mi je to dal ful dobro predlagal. Predvsem pa step, to je pa v bistvu to je tako, da imaš ti noge za inštrument in pač ritem delaš, ne? Tako da to mi je dal ful podlage, ful, tako res. Ja. Tako da ja. Se spomniš, kaj si prvič napisal, tako kaj je bilo? Ja. Ene, dva bara deliš z nami? Čakaj, da se prvo spomnim. Pač napisala sem tako cel tekst, ki je bil tako metafora za nekaj, ampak je... Kakšna je bila tematika? Tematika je bila resnica. Pač jaz sem pisala kakor v prvi osebi, kada govorim o sebi, ampak v bistvu sem govorila o resnici. A ja, disclaimer. Jaz sem šla vmes filozofijo študirati za 2 leti, tako da... To si tako povezala. Ja. Okay. Tako da resnica v filozofskem pomenu, ampak čakaj, če se prvo spomnim, se ni... To je še bolj Mislim, da medveš. je tako, naj bo to uganka v pesem Zavita zanka. Neki ljudje me poznajo, pa sem še vedno vsem neznanka. Neki na to foro. Ne vem, mogla bi pogledati, mogoče imam celo na telefonu, maybe late. Ampak okej, no. Glavno napisala sem tako 4 bare in sem jih prebrala. Ne me vprašati, kaj je bar, ker v zadnjem podcastu sem narobe povedala. Kaj bar? Kaj ni tisto? Vrstica. Pijačo naročiš. Je vrstica ena. Ena vrstica, ena vaka je bar, vrstica. sam jaz sem zamešana, no se sem. V glavnem. In se mi ni zdelo tako širi, pač, ko sem prebrala, sem lahko, no, ja, mogoče pa je kaj na temu, pa sem pa pač ustrajala. Prv se je začela. Ja. Okay, in to koliko časa se ukvarjaš s tem zdaj? Ja, od tega konkretnega verza, o katerem govorimo, leta. je... Če si pri 21 rekla, da si končala? Ne, takrat sem plesati nehala. A ja, ampak si že recimo repala. Recimo, da sem pri 18. A ja, že toliko časa. Prvi tekst In napisala. jih 8 let že, a? Zdaj 7, 8 let. Kaj si to zdaj zračunal? Kaj? 25 sem stara. 19. Ja, wow. Ja, ni mislil, da si 27, veš? Ne, sem malo falil. Ne, ampak tako recimo malo bolj resno, pa 4 leta bi rekla. Tako. Kdo te je najbolj navdušil za rap? Mislim, kje si dobila to željo pol? Mislim, poslušala sem veliko rapa skozi od osnovne šole. Ma ti pokašen? Tako, ne vem, Old school ali? Ne, v bistvu, mislim, ker sem bila ful majhna, se spomnim, da smo tako Murat and Joes, pa Ja, te stvari poslušali, pa Slon in Sadež, to Da, smo Slon in tako Sadež. vsi znali, Ja. vse komade na pamet. Ampak tako pol kasneje sem pa v bistvu novejši rap začela poslušati.
ne vem, ala Tyler, the Creator, pa Lil Wayne, pa te stvari. To je bilo tako 8. razred, takrat sem tako res full padla v to noter. Pa, ko sem poslušala New School rapa, bolj me je zanimalo, pol se vrniti nazaj, pa kot cel research old schoola in pa sem prišla spet nazaj v sodobno muziko. Ampak ja, velika stvar je bila to, da smo bili, pač Arne, jaz, pa Vac, smo bili skup na gledališkem krožku v srednji šoli in Mark je v bistvu Vac je takrat že začel rapati in pisati in to. In vem, da pač, ker je bil on tako z nami in ker je pač dejansko prišel med odmorom in neki odrepu, sem na full fuck, pač zakaj pa... Kako je prišel med odmorom in kaj? Ste bili kaj? Grupa ljudi ne zarepal, ali samo tako pred vami? Pač ne, prišel pa je bil tako, če sem neki naredil, a hočeš slišati, a veš, na to foro, ne? In pa enkrat to zaveščaš, da je v resnici sam to, da se sedeš in napišeš neki, a ne? In pol me je malo to sprovociral. Pač po moje to nekako pol... Samo ne mora biti vsak reper, ne boš med posluh. Kje pa ima on posluh, recimo, on je tudi... Povabi ga v podcast in vprašaj, ne vem. Ne, pač tako ono, ne, pač, ja, ker to se moraš roditi, ne moraš se ukvarjati z muziko, ker jaz ga recimo nimam nič. Ja, ampak verjetno, če bi od majhnega se ukvarjal s tem, mogoče bi bil, a veš. Vsi otroci imajo drugače vsi posluh, zaradi tega, ker se morajo jezik naučiti in pač imajo vsi otroci ful dober posluh, zato da se sploh govoriti naučijo. Tako da, če bi mogoče to... ko ste mu reče... Razvijal, ja. Mogoče bi imel posluh. Veš kaj, za uni komad, sem nekdaj poslušati Mene zebe. Mene je učil ta uni, ki je bil z mano na komadu. Zupi. On je naš ubit, on ga je pol zmesteral in vse. Ti me učil najprej 3 ure, kako iti na komad. Ki pač ga ne ujameš, če ne veš. Jaz sem nekdo, ki nikoli nič ni tikal glasbe in pač je jebeno, moraš... Ti imaš posluh ali nimaš? Nimam. Jaz sem dober, ni videti na komadu, da ga nimaš. Mislim, tako... Ja, sej pol s časom, zareč, vidiš, kje se na bitu lahko malo igraš. Ampak reč, sem rabil par tednov, da smo se poigrali. Prav tako, malo igraš. Si se igral z bitom. Ja, lahko reč, ne vem, sem prišel domov. Prepucavati. Ampak tipo, lahko pol... sem prišel domov, pač pašeš, se igraš. V glavnem, stane tvoje igrišče, ne, žena? Ja. V glavnem... Svet je igrišče. Še uradno na podcastu slišala Mene zebe, kakšen ti je bil? Zanimiv. No, zanimiv je bil. Hladen. Vsi vemo, kaj čaka drugo leto čaka, vroče mi je še... Kako si predstavil ta datum iz letošnjega poletja na naslednje leto? Še letos nisem imel cajta, ne, drugo leto res prije. Kaj kopneš na Mene zebe? Hopnem. Ne, vroče mi je, pardon. Hopnem. Mene zebe 2 bi lahko bil že zdaj. Ne, na vroče mi je. Na vroče mi je, hopnem. Ampak ta je bil legit. Čez par zim bo vroče, je tudi po zimi, po mojem. Vroče mi je. No, vidiš. S tem trendi za današnjimi. Globalno segrevanje, ja. Jaz planiram to, veš? Prav. Tako da, prosim, vozite dizle, benzine, da bo moj komad aktualen, all around. Kje si pa kaj nastopila tako? Kje si imela prvi nastop, evo, pravi? Rap. Ja. Se pravi, ko sem začela rapati, sem bila del ene skupine. Reperske? Ja, recimo temu tako. Ko se kličilo? Veš kaj, ne bi jim reklame delala. Aha, ampak so še aktualni? Ja. Okej. Tako bom rekla, no beef, ampak smo se razšli na eleganten način. Meni neljub način. Aha. In sem si rekla, da vse cool, ampak od mene ne dobijo več nič dobrega, tako da pač tudi te reklame ne. Okay. In smo naredili event na kampusu, svoj event smo naredili. V Ljubljani tam? V Ljubljani na kampusu, v študentskem, in tam sem prvič rapala. Lepa. Čeprav ti nisi imela tega stage frighta, ne? Ti si bila navajena na oder. Mislim, ja, ampak je tako plesati na odru ali pa spustiti glas na odru je nekaj čist drugega. Sam to sem zvedela že, koliko sem prej omenila v tem teatru, ko smo ga delali v srednji šoli. Pač to je čist drug svet. Zato, ker nekako, mogoče tudi zato, ker imam toliko več izkušenj v plesu, a ne? Pa sem mogoče bolj suverena, ampak tako, prva kot prva,
če ti zatrokiraš v mozgu in nimaš kaj povedati, ne moreš pa fejkati. Pač si blankno in si blankno. Druga stvar je pa to, da se ti na glasu takoj sliši, če si živčen, če imaš, če ne znaš ga kontrolirati, ne. Tako da je full scary ta transition. Ampak ne vem, mene je nekako smer pol ta muska rešila, nekako enkrat pač rečeš prvi line in ko slišiš komad, pol si noter. Padeš not, ne? Predvsem pa jaz pač ful uživam v tem, ne, ful mi je jako biti na odru, to mi je najljubša stvar od cele glasbe. To se pol pozna. Ja, itak. Si bila ti na kakšen ta talent show ali to nisi šla nič? Ne. Niti ne bo šla, verjetno ne, to ni lih. Enkrat so me en casting agent kontaktiral, če bi šla na Slovenija ima talent. Se to po moje išče. Samo to tudi prideš tam, se mi zdi, in pol ti te zanalašč neki, veš, oni si izberejo par kekcev in par njih, ki kao imajo zdaj naprej, pa šlo, ne vem, koliko je zrežirano v resnici. Veš kaj, če bi šel tam, naprimer, če bi delal v tem, bi šel samo za reklamo, ker pač je tako. Ja, sam, a veš, po drugi strani pa si pa ki je šel na Slovenija ima talent. Ki ni bil Žan Serčič. On mislim, da je bil na Slovenija ima neki, je zmagal celo. Ne, ni zmagal. To bi vedel, po moje. Veš tekiš, če si prej kaj naredil, ne, in pol greš tam, si poznan kot unis tam. Upam, da ti nisem krivice naredila, Žan. Ja, ni on zdaj komaj aktualen na sceni. Ne, on je zmagal, neki je zmagal, da bom zdaj gledal. Mislim, da je lahko, ne vemo, jaz imam občutek, da je. Danes je podcast o ženi. Da, ženi, ja. Kaj moraš ti imeti tako, kakšne si imela vokalne treninge, ali kaj? Ne, zares. Imaš to v sebi in... Ne pač, ko repaš in to moraš, ki si pravila, kontroliraš glas in vse to in z dihanjem, koliko je tle treba delati. Ja, ful je težko. Mislim, ne vem, jaz sem z kilometrino pač se malo trenirala, ampak deleč od tega, da bi perfektala to tako z veseljem, bi imela vocal coacha, pa da bi se še, da bi pela, pa vse to bi bilo ful dober. Ja, itak. Koliko, 50 na uro, a? Ne vem, koliko je, ampak... Ma sigurno. Ne, sej v resnici to ni izgovorila, bi si YouTube odprla, pa bi tam lesne gledala, ali mogoče pa... Ima isto, misliš? Ja, ni isto, ne, pa če imaš nekoga, ki se popravlja, ne, ampak bi pa pomagal, če bi že vsaj to delala, ne. Fun fact, jaz sem živel pri voice coachu. What? Wow. Ja, pač, ko sem bil v Ljubljani in sem zamenjal stanovanje, sem rabo nekaj za 2 meseca, ki sem čakal, da gre stanovanje ven. In tam nekje pri Šiški, malo ven, sem videl eno stanovanje, pač svojo sobo in to, in pišem tipu in to, in pol vidim sem pozabil prijemek, ampak v bistvu ja, je imel tam ljudi, so hodili k njemu pet, pa je bil tudi zuno Nušo Lesar, veš tam Best Buddy, neki so bili tam tako pač ono voice coaching, res je znal lepo pet. In ja, je bilo, ne, samo, pač je bilo ful zanimivo, pač ono, kje sem našel voice coacha, ono, tako, in ja, so hodili ljudje k njemu, ja, je bilo zanimivo zavedati. Ni lih neka dobra zgodba, ali pač je bilo zanimivo. Zanimivo, Jure, zanimiv fact. In pazi še en zanimiv fact, tam sem dobil najvišjo kazen za prekršek v življenju za avto. Je bil oni od mestnega redarstva, skrit, nekje tam za njim vogalem, in veš, tako je cesta, ki je 40 metrov in pol gre na 90. Jaz valjda 90 ali 100 sem šel, sem dobil 400 € kazni in 3 kazenske. Tako da so me kar lepo vsekali. In veš, kaj še najbolj smešno? Še ni konec. Še ni konec. Fora je v temu, da avto je pisan na mojega očeta, ni prejšnji. In je on poksiral. In je on dobil, in pazi to, in pol on je napisal pritožbo, ne, da ni on, in pol šele čez 2 leti sem prišel, jaz smo imeli sodnika, in zdaj imam te kazenske točke za 2 leti nazaj, razumeš, ki bi mi že potekle. Tako da ja, no, to je moja zgodba. Ampak te je izučilo? Še vedno bom verjetno fasal tam, ki je 40. Ja, da bom fasal kazen. Ok, zdaj vam povem eno big brain move. Sem pozval povedati, zadnjič smo snemali spot od Mesaje in smo parkirali na enem parkingu, ki si lahko samo z dovolilnicami. Mi je rekel Luka, član, da jo, tle pusti avto, nikoli jaz v life nisem dobil kazni. Ampak jaz big brain prišel pripravljen, ne. Prijemo mi nazaj zvečer, on kazen, moja bivša kazen, jaz sem privoščil, me je pustila. Pol še eni kolegi, 5 avto odbilo kazen, razen mene. Ker si naredil kaj? Ker pazi to. Sem vzel iz papirja, napisal vol dostava, prijem takoj, pokliči, dal na armaturno in cel dan imel tam avto. Respekt. Si to bogi vol dostavljacih boš ni zajebal. Ful, dobro, ful. Ampak... Lahko bi napisal, ne vem, pizza dostava. Ja, ne. Veš, da lik niso uni od Volta najebajo. Ampak zdaj, ki je prišel aktualen Volt,
Ramaj si prav napišeš, sprintaš uno volt Ja, si in mora. nastavljalec. Ampak če se spomnim pol. To se inkriminiraš, tle član moj. A ne, kaj? Tako ti pišejo z volta, kaj s tabo? Izgubil boš svoje volt kredite. Ja. Ne, sej manci, men da tej šefici moji od Volta, Mark Tank smo brati, sem imen da to povedal, tako da. Ja, To pa kam veze. ja pač Viguči, To so Viguči. te red carpet people. Ja, veš, Nismo mi na ta isto. kind je Ja, druga ja. vrsta, veš. Ne, že imaš ti kakšne hobije. Kaj delaš, koga Razen ne Arneta. repaš? Ja. Ja, imam, recimo temu hobi. Njemu je lepo. Recimo njemu hobi. Ne. Kaj, rišem pa kolaže delam. O. Jaz, da je to hobi. Ok. Tipo kaj moodboarde. Ne, pač tako male art pise. A res? Ja. Imaš kaj za... Ja, nimaš. Polih arne lep na steno, pri nama doma. O, Kaj imaš kaj pokazati nam tako off camera pol? Mogoče, ne vem, mogoče imam Slika. kakšno slikco. Ok, kaj pa rišeš? Ne vem, tako en tak sketchbook imam, pa pač malo dodam. Torej včasih nič tako konkretnega, sem neke vzorce barve, whatever. To mi fula brzo jutri delati, tako zraven kavice malo. Čik, čik. Okay. Včasih pa tako neke, včasih rečem Arnetu, naj mi pove, kaj naj narišem in pa reče, nariši eno majhno miš, ki pije jegrte v smučarski koči in pol pač to narišem. Oh, damn. Da, v bistvu ali neke kartuniščine ali pa neke... ti imaš res dosti talentov. Risanje, petje, plesanje. Same neuporabne. Kaj je uporabno? Ali da je uporabno? Damn, ok. Ti bi lahko naredila Pa sama sebi si delaš spot. cover art in vse, le Vse. lahko. Sam snemam pa editam pa ne. Pa to znarne. Vse se boš naučila. Vse se boš naučila. To je to. Vidim, da sta v bistvu lahko Produkcijska hiša. produkcijska hiša. Ja. No, Se jaz se spomnim, jaz sem Arneta prvič videl, da sem mislil, da je ti preper. Ko sem videl samo njegove Vajne. vajne, ja, TikToke. A je to vajn? Še vedno smo bili, razumeš, ko sem ga gledal. Pač ja, ampak res je- vidiš, to je dobra promocija, jaz Ja. sem njega tudi tam spoznal. In Ja. pa sem videl, fuck, tip je tako zabaven in še ima muziko. Še to. In še zdaj mu zamerim, še zdaj ti zamerim, ker si odstranil ni tvoj star komad, boli me kurac. Ja. Fuck Ne, you. misliš, meni se jebe. A meni se jebe, ne vem to. Pač on je bil dober komad, Ja. komod, on je bil dober komad. Ja. Je bil vibe, bitch. Kje si ga pa ti spoznala? A ja, si V srednji povedala že, šoli. Jezus, ja. To smo že A, njo to je že praž njega on povedal. vprašal, ja. Ampak tako Ja, še njen predzadve. je bilo res tako Kako te je lepo. ugrabil in kako te je prisilil? Z veliko nasilja in ljubezni. A ti- Je zdaj postalo real quick. a lahko eno konkretno vprašanje. Ja, lahko. Pač vidva sta v očeh publike, ne slovenske, kot uni jak par. Povej, kako kaj drži vaša ljubezen. Kaj so, ne vem, 3 tipsi za med zdravo, dobro ljubezen za vse naše mlade pare. Zakaj vi toliko delujete? Zakaj si toliko štekaste? Ja, kako videl se nič ne kregate, niti po mojem tako zgledate. Kot da vse nastane joke, no, haha. Še pa neki naredijo artwork. Jako. Mislim, velik faktor je sigurno to, da se pač poznava tako dolg časa, a ne, in da smo bila zelo dobra prijatelja, preden so bila skupaj, kar meni veva, v kaj so se spuščala. a Ne. Okay. Drugač pa tips. Zakaj tako dobro delujete? Kaj je dobrega pri vas? Ja, definitivno se ful spoštujeva en drugega tako. Ampak ne v posteli. Res tako v polnem pomenu te besede, ful si pokvaril zdaj. Edini možen resen moment v celom podcastu. Ne, tako v smislu, pač res tako... Boundaries in to. Ja, boundaries. Fuck this shit. Prvič, ko sva bila v istem prostoru na WC-ju, veš, kaj mislim, da je šlo v povod. Po kolikem času? Nisva bila še skupaj, ko sem jaz lulala pred Arnetom. Kaj pa O. kakala? Poleš, da je to To pa pravo. še nisem, po mojem. To pa res je, ono, ne moreš, jaz ne morem. Ja, sem pa. Ampak jaz recimo ne bi, to je meni ono Ne, saj boundary. to ni praksa, ampak Ja, se je se je že že zgodilo. zgodilo. Tako. Ne, jaz sem prav ono, Malula čema, kakat. Kakrat ne, je preveč intimno. Vidiš, Ma ne, kaj? hočeš imeti mir, ker si Ja, reš, ja. pač, Ja. to ni. To je pač čas jaz sem zase. nekako Veš ono, neki ki nujno- bereš šampon. Saj to je Candy Crush igram. Kiril Velsi.
tako čez 2 jurja. Ojoj. Ja. Koliko je sploh levelov tam? To 9900? se pridejo vsak mesec novi in ni konca. Veš, In one mame, tako je no. narejen, da ne moreš nehati. Zanimivo, Pa ni ki to za kaj. igrajo, one mamice igrajo to. In kdaj boš mamica, že veš kaj? Joj, prosim te. Najprej štalca, pol pa... Nimate že Prav, štal, niste skupaj, se živite skupaj, samo niste še v svojem ampak stanovanju, ne? tako je. Dokler plačujem najemnino, nimam za vrtec. Veš, kaj mislim? Ok, ampak je v planu. Vrtec. A od družine? Ja, in mali reperček. Ja, valjda. Mislim, kar bo hotla. Ok, Ampak- ok. Vse, kar bo hotela v slogu repa. Ne bom. Ma ga boste malo glasbeno, lih malo tako... Provaj malo se. Naredila bom vse, da bo obkrožen z dobro glasbo. No. Ne bo imel izbire. Ali otrok. A veš, kaj mislim? Ja. Rajš neki... Veš, kaj mislim je naslov albuma od Arneta? Ja. Skoro ni referencov. Ne, tako mislim, pač, ker bo vam idva dobro musko poslušala, bo prisiljen tudi to. Ne bo Romana Krančan, žal mi je. Ne, lepo. Ne bo, okej. Kaj pa poroka? To pa ne mene sprašati. Kaj pa poroka, Arne? Najprej se mora poročiti Nežina, 9 let starejša stara. To je kar en izgovor. Aha, pač, ampak, A ja, ampak to dejansko je pravilo. Mislim, da je to spoštovanje. Ja, malo je, ja. To je izgovor. Pridi sem. Ne, samo zdaj bom jaz povedala. To je Pridi izgovor, ker mi da so se zmenila, da bomo imela na poroki matching Cartier ure in je stvar tega, da rabimo najprej cash za ure in bolj se lahko poročiva. No, ampak tudi je stvar spoštovanja, če je od Nežine sestre fant v družini že 10 let. Kaj čaka? Skup otroka. Iskreno. Ne morem jaz priti in po enem letu prsta. Veš kaj mislim? Ja, Čakaj, malo koliko- nespoštljivo. koliko- Koliko let- red flag za Anžeta. Koliko let je otrok? Koliko ima mali? 5. 5 je bil prejšnji teden. Ali 2 tedna nazaj. Ja, to pač... Ja, no se vem. Pač. Ona dva meni se ne nima mudi, sta namena jaz samo poročiti. Arneta skozi prcam. Vsakič, ko ugotovi, da sem fajn punca, mu rečem, da ne ve, kaj čaka, ampak glej. Lej, dokler ni kaj že reče Beyoncé. Put a ring. If you like it, Put- then you should have put put a a ring ring on in it. Tako je. Viš da. Ja. Na sveti, Neža, na sveti. Dobro Ej, vprašanje smo imeli danes za našega gosta. Samo neke personal ste že kakala skupaj? Super vprašanje. Klip. Ampak, Ampak, ste... ja pač, ja no, silom. Mislim, verjetno ne sočasno. Ne, ja, O, to- tako, veš, en na drugem. Ne bom nikoli pozabil, mi je rekel en Mariborčan, oni rečejo zamutiti izraz srati. Kaj? Ja. Ne. Ja. Ne, Ja. to so te nategnili. Fiks. Če smo bili na pijači in mi je rekel, sem sral z eno. A ja, jaz sem mislila, da je lih obratno, Ne. da kao, če zamutiš, Ne, pomeni, ne, da si ne. srav. Ja, To, okej, ja, ne. veš sem sral z eno. In si ga gledam. No, dobro, to je What? res klasičen Jaz izraz. to nisem vedel. In jaz ga gledam, on jaz sem sral z eno. In jaz ga gledam, Steak. kje? Ja, na eni žurki smo skupaj srali. In jaz sem si predstavljal, kako to deluje na eni školki. Pač, Ja, pač v 2 nivojih. ja, Okay, lahko ne gremo v to smer. Kaj delamo tle? v glavnem ljubezen na sveti, Neža, prosim. Ja, kaj naj še rečem? Veliko sem Nič nisi rekla, prvi na Rekla svet. sem, da Spoštovanje, Ampak tako. tako, da pač veš, s kom si in kdo ta človek je in ga sprejmeš in Okej. spoštuješ to, kar je. In ni point, da ga spremeniš zato, da bo tebi fajn, a ne? Okay. Pač iščeš skupne rešitve, whatever. To je dober nasvet. Kar pridem na svoje druge točke, iskati rešitve, ne konfliktov. Ne? Mislim pač, ko pride do nekega nestrinjanja, greš skupaj v smeri. Da, mislim, predpostavka tega je itak, da greš v skupno smer. Pač, Torej, da drugače se nisi brez ti veze pogovarjamo. jaz proti tebi, ampak mi dva proti Ekipa, problemu. Tako, ja. ekipa. In tretji nasvet, Arne je rekel veliko blowjobov blowjob. iz obeh strani. a ne. Ok. Treba se imeti red, ja, to Ja. je tudi dober nasvet. Ja, le, moja nona je rekla, ne smeš iti skregan spat. To jaz Vse, tudi- to vse se se jaz ful zmeni za strinjam. mizo na 4 oči, To se jaz ful tako da strinjam. skregan ne smeš iti. Ja, to se jaz ful strinjam. Ne, karkoli držiš v sebi, se bo... To reče dosti ljudi, to, da ne smeš skregati. Ja, to je drugače, kot papež rekel. Samo kaj vi greste ponovadi pobotani spat? Ne smeš iti pobotan spat. Skregan spat. Kaj? Le, zdaj prijemo na eno stvar, ki mi radi rečemo, rubrika
Ful dobro ime. Gost ima vprašanja za nas. In seveda nobenemu gostu ne poveste tega vnaprej, da bi pripravil vprašanje. To je full smart move, ja. Ti moš ga že vprašati? Kako je rdečki ve, da ni to polovani. Veš, kaj sem se spomnil zdaj ki prihaja mrč, ne? Prihaja mrč. Prihaja mrč, nov mrč naš. Bomo imeli ful lepega kalamarčka in naš brand se kliče Kalamar. Kot člani, ampak Kalamar. Kalamar. Zato, ker imamo svoj brand za mrč. Tako da ni Kaj je kalamar? Zato, ker mi se raztegujemo čez vse tematike. Tako in te lovke to prikazuje. Ja, kao, ne, smo čez pač vse obala. Marketing. Ja. Tako. In smo naročili, zdaj prihaja prvi pride? batch mrča, zdaj pride 2. oktobra. Tako da, Drugi tem bomo, To je v nedeljo. snemamo potke že z mrčom. ja, Evo, mislim, dobro, dajmo bi. počasi, evo. Ja, Tako da ja, predvidevamo, da bomo snemali takrat z novim mrčom že in boste lahko našli to v našem opisu. Drugače je YouTube obljubljal, da boš imel store tudi na YouTubeu, ampak kar sem se ugotovil, da jaz sem to že naredil, Okay. ampak problem je v tem, da v YouTube Sloveniji. ne podpira v Sloveniji. seveda. Tako da vsi gledalci so hello all viewers from other countries. You can order your merchandise on our Mislim, da vsi, YouTube store. Vsi, ki do zdaj niso razumeli podcasta, so že, se prebili do te amazing! Yes, we can buy calamari. Okay. Kakšno vprašanje? Naj te ne bo sram. Eno po eno, prosim. Daj mi sekundo, prosim. Pa ti Jure, čas ko študira. Nič. To mi je dal Jure za rojstni dan. Ja, to. Mene niti na meni, ono. Zdaj, ki se cel podcast je to tle. Ja, pa lahko poveš, kaj je, ne? Povej ti, kaj je, predstavi. Ti razmišljaj o vprašanju. V glavnem, jaz sem kupil Mateju, sem mu naredil tako darilce, kjer, kot vidite, piše, da ima 50 € za potovanje, torej ga peljem, mu kupim karto za en oddih, kjer bo šla skupaj, romantično, ne vem, za en dan, 2 dni, tako za vikend, da lahko gremo. Tako. Cute. Imamo vprašanje. Praši. Kdo bi bil dream guest v podcastu Dead or Alive? A je to že bilo vprašanje? Ne. Bilo. Okay. Jure. Meni je bil Damjan Murko, sem ga hotel imeti ful. Hodil. Reče ga imamo, A si smo ga že imeli, ja. A ja. Ampak, da bi najti še enega drugega, Borut Pahor bi bil tvoj, Sej, ne? lahko je Dead or Alive, lahko ni Slovenc. A ja, lahko je Dead or Alive. Go wild. Elon Musk. Ali pa, Zakaj? ker lahko ima po mojem odgovoru na ful vprašanj. In še na ful kontroverzen bo rekel, pač mogoče me boste vsi skregali, Andrew Tate. Sem vedela, da boš to rekel. Jaz bi ful... Jaz bi imel Hitler, veliko sem hotel reči, veš? Tudi. Psihiči. Kaj si po horoskopu? Tehnica. Ti si v nekem podznaku, a ne? Kaj ima to veze? Ne vem, Hitler je bil... Ja, ma da hočeš enega zanimivega. Torej, kaj ti bo povedal? Ne, Hitler je bil... Pač ja, da ti poveš, zakaj. Mislim, kao, ono, veš, smo prebrali tvojo knjigo, imamo nekaj vprašanj. I've seen your work. Torej Hitler. Če ne Tutankamon bi bil dober, ali pa Julij Cezar. Kaj? Zakaj pa Tutankamon? Zato, Ne ker bi je tak bil produkt of incest. vladar tam Egipta, jako, da mi pove, kaj je v piramidi, zakaj je piramida, to fakt, kaj se dogaja v Egiptu. Ali vesoljci obstajajo. Miš, da on to Si ve. v teh konspiracijah. Pa on mi lahko pove, če so za njega gradili piramido, kdo ti jo je gradil. Sem poslušal podcast, ki ga je imel Joe Rogan z... Ok. Kako je že, veš, on je imel papers se dal ven od FBI, NSA, ki je delal, kaj je že eno. Edward Snowden. Edward Snowden. Okay. In je rekel, da je pregledal vse in da ni nobenega zapisal o nezemljanih. Clint. Ja, pač on bi pa povedal, po mojem. No. Mislim, ni po moje našel. povedal bi, ampak še zmer pa ne vemo, če je to res. Fiks ni našel. Če on ni našel. A veš, kaj Ne, mislim, tako je rekel, Jaz da verjamem, je da imel on ni dostopa do našel, full ampak ne classified stvari, ne, Ja, in ja. ni bilo nikjer napisano. Zdaj, je pa nek posnetek od ameriške mornarice, ki pa se vidi neko... Sam sej pač, če je res vesolje to, ki je... Mislim, sigurno vesoljci so, samo če so bili tu. To sem mislil, no, da ni dokazal, da so bili tu. Fiks je tako, to so classified dokumenti. On je vse to pregledal, ampak pol tle imamo še vse te, ki ne vemo, neki on, po mojem, ne Da ve. sploh so Ja. dokumenti. Ja. Misliš, ja. Pa so še stvari, ki sploh niso napisane.
Bajke. Ki jih ve sam tako 6 ljudi na svetu. Epi. Pa veš kaj, tudi v Vatikanu so zapisi in to, ki jih Ma noben da je to sam Da Vinčijeve šifre misliš, da so v Vatikanu. Ne, sem bil tam. Ja, jaz sem tudi bila. Pa... In ta sigurno ne In piše tam nič o spodaj ti ne vesoljcih. smejo dovoliti. Ja, v knjižnico ti ne dovolijo, ampak se ti zdi, da če bi bilo neki res top Bi bilo tam. secret zapisan, bi ti vedel, kje to je. Verjetno. Pa tudi Area 51, pač vsi vemo, da tam je neka pizdarija, ampak bo šel tam, ne bo šel tam. testirajo pizdarije svoje, ki jih naredijo. Ja, no in pač vemo, da je tam, ni pač Pa kaj, skrito. Očitno ni tok secret, a ne? Verjetno te stvari, ki so res, a veš kaj hočem reči? Ja, veš kaj Mi je? ne moramo misliti stvari, Ampak, ki so tok skrivnosti. ja, pa veš kaj je, ki zdaj, da ti jaz rečem, tle delam neke skrite pizdarije. In vsi vemo, da tle delam, ampak ne vemo, kaj delam, ko pa da zdaj folk išče, kje, po kaj je mojem zdaj. je fora, da on tam dela skrite pizdarije, ampak tam, ki dela res skrite pizdarije, ti ne veš, da delajo skrite pizdarije. Ja, ne veš, Ja. kaj so Ja, to lahko. in kje? Ne moreš Ja, si pa, niti veš kaj, zamisliti, oni ne. lahko rečejo, tu delamo skrite pizdarije, da je cela pozornost le. In tle so neki pizdarije, ampak potem delajo še bolj skrite Ja, pizdarije. in zakaj bi jih delali na istem mestu? Zato, da so nemoteni, če bi kje drugje, bi jih lahko dobili, zdaj pa imajo vso pozornost le. Kdo jih bo dobil? Ja. Ne vem, nekdo, kam? Kdo jih bo dobil? Ne vem, nekdo. Tam, pa da to delajo. a ne, Kaj, ker smo svetovna vsi policija? fokusirani na jebeni Vatikan. Iluminati, ja ne. Kaj jaz vem, ne vem. Mislim, Ja. kaj je to? Neke powerful Jaz družine, ne so vem, kaj ne bi sigurno. sploh delali Illuminati. Jaz Ja, sem razsvetljevali ulice. Tako Dumbledore pa to, ne. Ne vem, ne. Ja. Ne. Mislim, ja, verjetno. Nek skriti ljudje, ki potegujejo strings celemu Slovenščina svetu. matura. Ja, 4. ampak to niso Illuminati. Kdo pa so? Ne vemo, to ti li hočem Poskočni muzikanti. Dejan dogaja. A zdaj dogaja? Ja, Dejan A dogaja. ja, dejan dogaja. Dogajamo. Zvorno frizuro. Nima Hočem več. reči, da verjetno te stvari, o katerih se mi pogovarjamo, ne, te To vse, kar se ve, v bistvu je samo je neka, kar verjetno neka tako, maska. Tako, to jaz hočem. Kar je v resnici zadaj, ne veš. Oh. Ne? Si mi ne moramo niti predstavljati. Area 51 je maska, za kar se tam dogaja. Ampak vse Ampak to. ne tam. Ok, se tam dogaja. Ne, Vse v redu. Dejansko jaz sem slikal NLP. Imam posnetek. pokaži. Ti bom pol pokazal. Okay. Imam. Snemal si ga, ne? Snemal sem ga, ja. Cool. Ne vem. Dejansko ladice se vidi. Ne žeti note iz balkona, ja. Tako da obstajajo. Top. Sem ga. Jaz ne dvomim, da obstajajo. Vse veš, ne znam, Sam teči ne vem, predmet je kako lahko bi tudi tako neko hitro tako letalo. daleč prišel, ampak saj sem samo človek, veš kaj mislim. Kaj je to? Da ne vem, kako bi tako hitro tako daleč prišel, da bi jih mi videli, ampak se A ja, da da bi... smo bi- samo ljudje, da bi Ja. to videli. Vse to je ona fora, le, če smo mi v toliko letih prišli do tle, kjer smo, kaj če ena civilizacija tam še 1 milijon let imela pizzerija. Že zdaj delamo, ne vem, Neuralink, uno veš, ki ti poveže, v bistvu fora je v tem, da ti lahko dajaš inpute napravi ali pa naprava tebi, ne? In zdaj gremo mi v to smer, da naprava tebi daje neke inpute v možgane, razumeš? Tako da, gonna be crazy. Jebeno. Bi si dala ta Neuralink? Ne. Skaj ne? Ne, jaz sem un človek, ki če bo šla civilizacija v nek cyber svet, Mhm. bo šla jaz na farmo. In Pač gojila stran. krompir. Ja, Nice. rajš. in drone bi imele tam, no. Ne bi. Jaz bi šla stran od tega, če bi se dal drevesa gledati. Ok, Je kot Interstellar. Veš, si gledala Interstellar? Sem, ja. Je, Ok. farma še vedno so... Kaj ok? Ne, povej. Si govorim na glas, ki konstruira misli. Ne, nič tej. Ne, če bi imela farmo, Ja. Ja? ampak smo na tej točki, da ni več živali in imaš samo cyber krave. Bi imela cyber krave na svoji Ja, farmi. mislim, če bi jih rabila za preživetje. Čakaj, kaj bi bila pa ne. cyber Ne, hotela krava? sem, Ne vem. hotela sem reči, pač, da bi šla v kontra temu, no, temu razvoju tehnološkemu. Ja, ne vem, tak človek sem, rada imam naravo. Več mi pomeni to, kakor Wi-Fi, I don't know. Čeprav si zdaj ne znam predstavljati življenje brez Wi-Fi, ne bom se lagala, ampak tako pač, rajš bi bila umaknjena od... Ti narne, ne po neki kmetiji, ma se to lahko še vedno greste. Ja, si Ja. bova verjetno, nekoč. Recimo strinjaš? tam v Meksiko, ali kaj taki, kakšne, veš, one Ma ovce. ne, ali kje je kaj. tle bolj, kje je dobra voda. Ja, Ja. v Alpe. Če bo treba, na morje. Ampak Ja, na morju bo vedno nisem še čisto folk. študirala. Ja, se Ja. pa morje bo smer višji, ne? Uf, vidiš, glih prav v Alpe, da s par let. Nimam še toliko razdelanega plana, ampak zihar bom šla izven mesta. Ne bo več ono, jole, hibo, nek rep. Odmeval. Ok, gremo Natural zdaj na delay.
Najljubši del Mateja Varit. Kje se vidiš čez 5 let? Kurac, hej. Kje se vidiš čez 5 let? Ja, nekje tako lepo, ko sem opisala, ne. S prstanom. Ni to tako prioriteta. Vse to. Prstan za nežo. Crowdfunding. Vidim se, kaj pa vem, mogoče, ne vem, na kjer aspekt svojega življenja naj se sredotočam, ampak čez 5 let bi rada živela nekje, kjer ne bi plačevala najemnine, se pravi, beri na svojem. Na cesti. Pa počas razmišljala o družini, ali kaj. Kaj Ja, luštno. pa imela pač verjetno nek job še vsem, mogoče, ki bi mi dopuščal malo več prostega časa, ki je zdaj, pa še zmeraj bi ustvarjala kakšne svoje stvari, bodi si glasbo, bodi si te moje ročne hobijske zadeve. Kakšno imaš glasbeno karierno, kaj cilje, kaj hočeš kaj dosežeti? Kaj hočem dosežeti? Ali v čemu bi se izkazala rada? Hočem Sloveniji doprinesti z dobro glasbo. Okay. Lepa. V kakršnikoli obliki že bo, pač, a bo rap, a bo whatever. Mislim, verjetno bo v tej smeri, ampak tudi ta projekt, ki sem se ga zdaj lotila delati, sta o tom, ni tipičen, ne rap, ne zame do zdaj, kar sem delala, tako da bo verjetno nekaj drugačnega in to je to. Ampak bi ciljala tle, da zbildaš našo kulturo ali tudi bi skjer širila? Predvsem našo kulturo. To mi je Respekt. pomembno. Ja. Lepa. Mislim, ni mi tok. Itak sem nekako se sama sabo zmenila, da nočem, da je to moj glavni vir prihodka muska, a ne? Zaradi tega, ker se mi zdi, da bi mogla veliko več kompromisov sprejemati, kot zdaj, in bi to pač vplivalo na mojo ustvarjalnost in posledično na izdelek, a ne? Tako da mi veliko več pomeni to, da bi tle naredila neko, ne vem, kaj pa vem, sled na sceni. Lepa. Tako. Imaš kakšen svet še za te mlade, ki se spravljajo v te glasbene vode? Ne se omejevati, delite veliko, živite. Zdaj pa segment. Imamo nov segment. Okay. Imamo zdaj 2 segmenta. Bomo provali ta segment, če dela. Ki tle kaos in lih pravzaprav. Kakšen segment? Segment, ali bi stisnila gumb. Ja, to je zdaj segment. Kakšen segment? Šš, pa puste se segmentu, ali bi stisnila gumb. Tudi tebi. Lahko se spremeniš v katerokoli žival in nazaj v človeka, kadarkoli hočeš. Ampak Brez koli. limitacij. Brez česa? Nobene limitacije pač. Lahko se spremeniš, hočem. kadar hočeš, ja. No downside. Ja. Ja, itak da je. Ok, v kaj se spremeniš? V vidro. Zakaj? Ker prvo sem tako najbolj luškana bitja na svetu. Ok. Fun fact, vidre, ki grejo spat, se tako držijo z rokice, zato da ne splavajo narazen. Cute. Pa pač, ker so v vodi, pa še vsem so sesalci, pa kivco, pa ribe jejo, ne vem. Ok, cute. Ja. Pa ti, Jure? Pa tudi letela bi verjetno, to bi bilo. Ja. En je komentiral, seriously, I'm an animal in bed. Snap. Jaz kaj bi se spremenil? Ne vem, Mislim, a bi se? Bi stisnil če se lahko gumb? kadarkoli spremenim, bi se spremenil v psa, ne vem, da me božajo. Jure rabi ljubezen! It's a call for help! Tega malo poboži. Kaj to je za te božanje? Pazi ta segment. Arne ima eno za nas. No segment, ja. Ok, fanta. A lahko sam poimenujemo ta segment. Ja. Torta. Ok. A bi rajš sedel na torti, pa jedel tiča? Ali sedel na tiču, pa jedel torto? Ja, pač sedel na tič, to pomeni, da ga imaš uriti pred delom. Točno tako. Čakaj, sedel na torti in jedel tiča ali jedel torte in sedel na tiču? Sedel na tiču in jedel torto. Ja. Sam odvisno je, koliko je velik tič, a ni. Ma kaj, sem jaz bi po mojem raju sedel na torti in jedel tiča. Kaj? Pa če ga dobiš urit, je gej. Nič proti gejom. Ja, pizda, usta pa ni. Iskreno, usta je še bolj gej. Misliš? Ja. Nič proti gejom. Ampak. Imamo geja na podcastu. Ja, to lahko. pač. Ja. Kaj? Kaj ti bi usta ga dal? Raje ko urit. Ne, pa če ga dobiš urit, je res gej. Jaz sem zastavil vprašanje. Torej,
Grem. Kaj pa ti? Kaj pa ti? Oboje je kul. Jaz bi raje sedela na tiču pa jedla torto. Kaj pa če bi imela... Fak, ne moreš obrniti. Torta! Napišite komentar, kaj bi vi. Kaj bi brala misli, ampak tega ne moreš nikoli izključiti. Torej, vedno bi Non-stop bi vedla brala misli od ljudi. Torej, ti bi vedla zdaj moje misli. Ne bi. Ne, Jure je nafukal. ne bi, sliši se kruto. Ne, sliši se po meni naporno. Tudi, ja. Ne sliši se glasno. Ste gledali pa uni nočeš film? vsega vedeti. Uni film, ki igra ne vem kdo in ga je stresla, ki se strela in je slišal misli od vseh. To je nek tako kanala film. Ja, kanala film. Ja. Ja, točno to je. Ja, ampak ne vem. A tako se kje film. kliče? Ne, ampak to Pač so taka Je na scena kanalu, filma, uno, a. veš, ki je uno, Okej, se pravi, film, ja. Meet the Fockers. Ja, vibe. tipo scena. Dobro, zdaj pa gremo na legit segment, imamo segment vprašanja. Pač ta Okej. legit, veš, ki smo prej naredili le vprašanje, smo bili veliko vprašanje. vprašanj. Ja, ajde, gremo. Casar underscore, a ja, po se ne boljšem tej, hvala. Casar underscore Rimanič, Jureta in seveda našega tima, jaz imeti rada vas, hehe. Nobenega Slovenščina vprašanja za ženo. ni dobra. Ta je iz mojega klana, stari, slovenščina matura 4. Zdaj, button. Slovenščina matura 4. Sepiantinted. Kako je imeti tak strong relationship? Žena, ta je zate, ne? Bom rekla ful jako. Skao strong. Ok, Jure, pa ti? Kaj? Ko je Relationship imeti s tabo? Ja, ko je imeti jak relationship. Ko je imeti tako dobrega prijatelja. Meni je lepo. Naporno. Jureta. Fak, no, ne veš kaj je naporno. Jaz ful sem slab z darili. Dan je letos to- mi je dal lepo darilo. In to mi da ful meni napora, ki ne vem nikoli kaj kupiti in se mi ful ne da razmišljati. Zdaj sem se prav prisilil razmisliti, kaj naj naredim. Cenim. Tako da, in še v Photoshopu sem mu naredil, tako da... Pač njemu je to ful težko, tako da ful cenim. No. Vem, da ti je mar. Ja, Ja, mi je mar. mati Jure. Metka underscore Šmit, samo napisala žena... Jo, metka. Metka. Metka! Lux.h28, dobro dan. A so vam všeč Avengers in če ja, ker vam je osebno najljubši? Neža? Kjer sploh so Avengerji? Ne, jaz nisem. Iron Man? Meni je Iron Man. Jaz sem od celega Marvela, svetu Marvela. Ja. Okay. Ojoj. Gledala samo Iron Mana. Ajoj. Kaj tudi uni Spider-Man črn, uni... Ne črn Spider-Man, ampak Venom. uni veš, ki ima... Ej, homofob Venom. in rasist. veš. Zakaj? Venom. Ne, uni Deadpool. A to je druga serija. Črn Spider-Man. Ja, imamo neke črne črte, ki nima. Ne, on je pač Deadpool, on je A Spider-Man. ni, ne spaše to isto. Ne, Ni to Marvel. je Marvel, manj Avengers. A ni Avenger. A, okej, ja. Ampak dobro, pod superhero ti je on. Ajde, Ni hud. superhero najljubši. Superman. Dobro, gremo naprej. nisem v tem. Mala Reva, Tantja Gori, lepa hvala. Hanna Pikačop, kdaj sta imela oba first kiss? Žena? 15? Jure? Kaj, tipo za lis. Reči junija. Ljubče, Zaliv. kdaj si imel? Ja, First pač, kiss. ne da uno v vrtu, ampak da veš, da je... Aha. Ja, mami ne šteje. Fuck. 26. ne vem, 17. Okay. Kjera leta si v 8. razredu? Prosim? 14, 13, No, 14. No, takrat sem jaz. Pretnar, underscore Nika, 3 je to preperi na slovenski sceni. Žena? Arne. Žena. Evo pa. Tretji Rimanič, hvala. Jure? Ima nič prav. Jure? Žena. Arne. Rimanič. Idemo. No, smo obdali list. Takoj za temi tremi so pa Drill, Vsi Meni, gostje, ja, Masaja, vsi gostje. Junior. Ok, Pretnar, underscore Nika, odkje je to umetniško ime žena? A resno? Ja, vprašala je. Sej to lahko hitro. Ž, E, N. N, A, N, E, Ž, A. Ok, gremo naprej, zdaj veste. Kastelec Matic. Pač kot ti hece svoje fene. Ne, Pač ono, to si tako rekla, ko ste glupi moji feni. Ne, ok. Če bi bili fani, bi to videli, ker sem to zihržene 10krat povedala. Ampak tako so da. novi feni, pač ono. Sej,
No hate, sam pač, it's obvious. No, zdaj veste, žena Neža. Kastelec Matic, kaj delaste, Neža? Evo, čilam. Jure? Okay. Slušam Rimaniča danes. Sorry ti. Žala Črne, naš članka, največja inspiracija idoli. Kaj je tisto, kar si želijo sporočevati skozi komade? Največji idol, Neža? Idol, joj, to je ful velika beseda. Dobro, nekdo, ki si wow. Ja, nekdo, ki si wow. Kendrick Lamar. Ok, kaj je tisto, kar želiš sporočevati skozi svoje komade, ja? Kaj želiš dati? Kaj ti je glavna taka, da praviš dosežeš? Majte se radi. Ljubav. Ja, ljubav. Pač tako, ljubav je lepa stvar. Treba je ceniti to. Amen. Lepo se je metla rad. Jurem, to je največji idol. Moj največji idol... Ne vem, jaz bi rekel, kakšen Elon Musk. Ne vem, zdaj, ki sem ga že preomenil. Okay. Mi je všeč, kako hoče narediti svet boljši in hkrati je tudi ful produktiven. Hkrati zaslužiti veliko keša. To tudi. Čakaj ti? Moj Walt Disney, ki je bil ful vizionar. Pa tudi ful nacist. Dobro, pač bil je vizionar. Lej, Hitler, Walt Disney. Kreativo je, pa kreativen tip. Pustimo no, stati, kaj je delal vse slabo, ampak pač come on, tip je obrnil se na glavo. Pač. Ki ni bil zdaj ful controversial, ki je zdaj črna deklica. Ujam mnenja. Cool, nimam težav s tem sploh. Jure, ti imaš ponavadi težave s takimi. Ta podcast bo šel samo kurac. Sem videl ful dober min, so rekli, Disney bo naredil vse črne razen Tarzana, ki se bojijo. Ni smešno. Imaš kakšne probleme s tem, da je črna? Nimam problemov s tem, da je črna. Ja. Kaj pa ti imaš probleme, da je črna? No, povej. Jaz nimam problemov, ma veliko rajše bi vedel, da je mladoletna, ne? Ne, da bi si izmišljali kakšno kreativno novo črno zgodbo. Pač come on, Disney. Oni so bili znani pod, kot sem rekel, kreativi, inovacije. Pač come on. Ni črnih. Isto to, kaj je bilo, kaj so, tudi to, da je bil 007 ženska. Why? Zakaj ste mogli to narediti? Ja, pač, nič cela, nič 7. Jure je kralj slabih for na našem podcastu. Sam nisem dojela. Ni bila dobra sploh. Sem utrujen. Hočem samo reči, ja, pač spomnite se nekaj novega. Sej to, sej pač radi vsi gledamo ženske na velikem zaslonu, ne pa ne seksualno, samo pač pravim, naredite nekaj kreativnega. Še seksizem smo dodali na seznam. Hecam se, no, ja, itak. Luka Mauri, imate vse najboljše. Hvala, Lukec. Lara B9601, izkušnje Štajerci. Neža? Nimam slabih izkušenj Štajerci. Nisem jih pa veliko izkusila, če veš, kaj mislim. Jure, si izkušal kakšne Štajerke? Ne, nisem se gibal v teh krajih. Ne? A Štajerce? Ne, niti. Štajerci. Bila sem pa enih Štajercih na konkurenčnem podcastu. Ne pač, zdaj boš lahko biti na podcastu, ki dobijo glede. To je pa res. Bomo videli. Tvoja karijera si pošla tako. Hvala. Kaj praviš, da zdaj ne gre? Se veš, da je na red carpetih. Zdaj gre tako, zdaj bo šla tako. Brigač. Thanks. Haha, na stran. Nika.$16. Kako to, da ste ustvarili ta account na TikToku pa Instagramu? Ustvarili smo account na TikToku in Instagramu, da lahko objavljamo slike in posnetke. Marketing. Andreja Panger, ta je naša dizajnerka. Najboljši slovenski film, ne že? Kaj naj? Boljši slovenski film. Tu pa tam. Dobro, to je kulten film, ampak naj bi pa rekel, da je najboljši. Sreča na vrvici. Sreča? Poletje v školki, jak. Kekec. Kekec je jak. Ma ne vem, meni je ful dober... Kaj ima, ker marmelada je meni tako the shit? Jaz sem hodila reči traktor, ljubezen in rock'n'roll.
Tega Okay. nisem ga kdaj gledal tega. Ali pa kaj je šuno, ki v neki ima Severino, ki kao... Patelini zajtrk. Telini zajtrk, ja. Tudi cool film, reč. Meni je fulor, ki pač... Ti res misli, da bo rešil Severino. Ok, gremo naprej. Mededovic.si najljubši tič. Enkrat za vselej. Najjači tič. Sokol. Najjači tič, na katerem sem sedela. Ok. Arne Medžedovič. Šarat Arne, Jure. Čakaj, imate Upam, da to- promocije? Jure. Meni je moj dokaj všeč. Kako je že oni Medžedžo? Ta je bil meni najboljši Medžedovič. Ja. Njegov ti je tudi. A je to vajn? Ne, ja, Okej, to je ne. najin. Pa spet ga bom sprdal, mi smo tle rekli, ker imamo tega geja ne, na podkistu, da si slikamo luleke in da si pokažemo med sabo. To je res Ok. malo... Sorry, to je res gej. Pač ja, in ti bi greš v usta dobil, kot da ga dobiš v Samo rit. eno vprašanje. Ja, povej. Zakaj? Ker smo člani, si moraš videti, Zakaj? da si pravi član. Zakaj? To te naredi član. Kaj, da boš vedel, kdo ima največjega, ali kaj? Ne, samo pač, da vidiš. Kakšen je, Da ali kaj? poznaš V katero človeka. smer je okrivljen? Ja. In kaj ti bo ta informacija? Mislim, jaz sem itak Tako njegov v že temi videl. boš vedel, ta je pa član. Pač se počutim krivega, ker on ni videl še mojega. No, dobro, To je torej problem. Ja, pač te- ja, Vidiš, pa pač smo ja. pršali v... Pol si lahko... Lahko pokažeš pač. Ja, ma ne, ker nisem glup kot ti. V glavnem smo si ga, da si slikamo, da si pokažemo, ta naš gej si ga je slikal, jaz tudi, ko so bile on mašine. si ga ni Ta si ga enkrat. slikal, ko je bil mehek. To te sprdam vedno in te bom pač. Se zdi to... Nimam komentarja. Saj ne vem, Ne smem. kaj ni malo gej, da ti slikam trd kurat. Ma že, če ga slikaš? Ograne, nisem nikoli tega delal in pač nisem domač na tem Ampak terenu. povem en fun story, odvisno za kogar v tej zgodbi. Si na Ampak podcastu, povej. enkrat mi je nek random človek, ki ga ne poznam, pisal na Instagramu v smislu, jo, žena, huda muska, bla, Nice. bla. Jaz tako, oh, thanks. In pa tako en dan kasneje mi napiše tako, kako si, veš, in jaz ono, Počelo. Pač Počelo. Sinam, a ne, ker, a ne, imam In to je fanta. bil Arne. Ne, in pač pustim prazno, grem naprej s svojim življenjem in čez par ur dobim sem tako dick pic izpod tuša, tako out of the blue. In sem tako, hudo, kaj naj s tem, pač hvala. Ja, ne vem, pa ne vem. Jaz mislim, da obstajajo ženske, ki jih pali to, ker drugače to Aha, dobra, tipi saj- ne bi Ja. delali, stari. Ne, tipi delajo veliko stvari, ki ženske ne palijo, prosti. Ma sigurno kakšnim je hudo. Ja, Pa kako, eni uspejo s tem. sigurno Ja, je. očitno kakšno rate hudo, je dovolj ampak visok, da mene še delajo. zanima, a ste že kdaj to naredila in je deloval. Ne. V smislu ne, da si že bil z bejbo, pa Ne. nekih, Ne, ampak tako da... ne, jaz ker ne bom nisem to še nikoli kazal. v življenju poslal Sam, ti bi dickpika. sam svojim članom pokazal. Ja! Ja, jaz še nisem poslal sploh. Jaz sem po nesreči mojim članom pokazal jajca, tako da... Po nesreči. Ne hotel sem pokazati trit, pokazal sem že vse, kar je odspelje, po nesreči. Tako pride. Ja, to sem že povedal na podcastu, paste, ko se predkloniste. Tipo, če se predkloniš preveč, ko pokažeš rit, ne, od spredaj zbingljajo. To, da so videli. V glavnem, še dva vprašanja. Andreja Panger, vse najboljše Rimlič, hvala Andreja. Podlesnik Grega. Podlesnik Grega, jaz sem pa iskal ime. Največji špil v 22, kje ti je bilo najboljše nastopati? Dva sta bila res vrhunska. Prvi je bil, ko smo odpirali Zarnetom Zavaca v Kino Šiška in je bilo razprodan 1000 ljudi. Pač to je bilo nerealno. No in drugi najjači je bil pred kratkim v Medvodah veliko manj kot 1000 ljudi. Koliko? 250 To ljudi. dosti, vseeno. Ampak je bil folk tok jak, pač res. Hudo. Tako full dober energy. Kakšen je To sta mi občutek, dva najboljša ko špila. 200 ljudi poje tvoj komadič? Ja, čisti hudo. Ne vem, jaz sem zmer tako srečna. Tako to je lepo, prav lepo je, ne znam ti drugače povedati. Ja, Ta komat ja. je res najjačji. Ja. Tako, a pararne to ne rab prvih parih verzov od 10, ki sploh repet, ki se vsi repejo, da pa, mislim, derejo. Pač. Za mene pa Blossom ta komat trenutno, ki je tako res. No. Ma, ta komat ni tako nov spet, ne? Je že nekaj časa. Ja, en let bo zdaj. Jaz sem ga šele zdaj odkril. Imaš eno akustično vezo, ona je dobra. Nimam akustično. Ampak je live. A, to je, ne mislim, Se to to, live, se to, live, to ja, je, ta. ja, se jaz sem live
ta je live to, ja. poslušaš. Mislim, obstaja Ment, tudi, ne, to, Ja, to je ta. ment, ja. Obstaja tudi studijska verzija na streamih. a Ampak ne? ta Kaj je pa meni že ful reči? ljubša, veš, ta live. Ej, ne vem, vsem je, ampak meni ni, ampak Res? to je razumljivo. Pa to je bil res live, to ni Ja, nič, pizda, ja. hudo. Pa veš, koliko je bilo scary, mislim scary, tako, prvič sem imela in-ear monitor, Ja. plus to, da je bilo to posneto tako, da sem jaz stala pa okoli mene na tračencih Se dve kamere, kamere a veš, vrtele, in ne? so se vrtele okoli, je bilo ono, ja, mi pridemo iz te strani, ti se moraš se v to mogla smer obračati, obrniti. ne? Ja, fakt, pa še tako nisem si lih lahko komad za repat zbrala, pa še pa sem neki kao pela na konc, ker mi je itak cel Lej, si stres. pohendlala. Lej, Hvala. dobro je bilo. Leva lana, ne desna, 11, trenutni najljubši artist. Arne. Pa to res ne nočem, da izpade. Zdaj, mislim, itak sem prevečkrat to že rekla, ampak v Sloveniji sigurno. Arne. Jaz bi rekel, ne, meni so Masai ali Drill. Čeprav Drill je meni, zdaj najljubši komad mi je bil, prvi mi bil Unid Masaje, ne, in pol mi je bil ta od Drilla, zdaj ki je ta njegov nov album, oni kjeri? Proti soncu. Proti soncu. Kaj pa to? Slovenski. Ja. Ja, zdaj ne da Kejtle Dick Rajdam, ampak trenutno, ki je najbolj aktualen od Arneta album je dober. Eni 3 komadi so jaki gor. Bombe. Kaj 9 do 5 je jak, Kompas je hud in 10 je tak pač jaka. In tako hoče slišati, kaj Deep Shit je uni, ta zadnji na Smeri. albumu. Ta dober. Ej, eno čistko vprašanje. A se ti zdi, da bi imel ta komad enako težo, če bi mu bilo naslov outro? Da bi bil pač sam outro albuma. Pa že to Oziroma, avtor ti... vprašanje je bolj, a se vam zdi, da bi to naredili razliko? Če bi pač... Ne bi, boljše ne bi bilo Ne veš verjetno. kaj, ki to je naprimer, to je ena stvar, že če pač koliko šteka mesarni, tam je ful taki gimiki in to, ta ne rabi. Ta je pač tle, ne rabi še pač outro, ker pač je zadnji komad, ne rabi. Govori komad sam zase. Ja, sem Jaz razumel, pač ja, da mogla je. sem argumentirati, zakaj jaz mislim, da ne, in zdaj me sam zanima mnenje. Nisem nič hotla. He's back! Medtem, ko smo delali komat, je bil skozi naslov outro, a veš, in pa se navadiš. Ja. In pa v zadnjem tednu smo bili tako, kaj bo naslov. Veš kaj, ki pol bi folk je imel ta komad kot outro komad albuma, ne pa kot posebej. Ker ne Ja, jemlješ saj to je resno. tudi nežno. Ja. Kot Ja. intro komad ponovadi. Ej, ženske ima prav, tako je. Vidiš. Great minds think alike, Ja. lepa. Dobro, nič. Jaz mislim, da je to za danes. Hvala Če za vam je bilo všeč, spremljanje našega podcasta. like, comment, Dejte share, subscribe. like, ne pozabite na zvonček. Zdaj smo spet spremljali, da več kot, jaz sem zdaj že 50% vas niso subskrbeni. Ej. Arne, kaj bi ti rekel? Kaj bi ti rekel, da ne naredijo? Arne, pridi sem povedati. Ob kakšnem primeru, Pridi sem povedati, ob kakšnem kaj bi primeru rekli. se morajo oni narediti in subskrbati karkoli. Ekipca. Lej, če ste pretrpeli, koliko že snemamo? Uro 20? Ujebem Prav, ti. ura 10, ura 5, če ste pogledali. Pa, ni hudič, da ste uživali, no je ben mater. Tako da dajte stisniti like, subscribe, pa tako. To ful pomaga, lej, fanta. No, a vidiš, rabta malo, no, pomoči. Ja? Ja. Dobro, čau. Ne, lepa hvala žena, da si bila tu z nami, Neža, hvala Arne, Hvala da si ti. pripeljal Hvala vam. Nežo. Čudovito. Hvala tudi, ker odpeljaš nešto. Ne, like, comment, share, subscribe, hvala, ki ste bili vsi z nami. Mi smo In- se imeli ful lepo, Neža, res ful hvala, ki si prišla, upam, Ja. da si se imela lepo. Super, Da je res. bilo To je tako to. sproščeno v Super je izi. bilo. Uživajte in veliko se Še kdaj. smejte. Mejte se lepo, mi se imamo lepo. Še kaj, like, comment, share, subscribe, mora pride k malu. Dobro, dec. Follow na Instagramu, Ajde, vse. čau.